Sloveniji je desetletja veljal nepisan dogovor med politiko, policijo in družbo nasploh, da je pravica do protesta osnovna demokratična pravica, ki se je ne zatira s silo. Solzivca, vodnih topov in palic na ulicah nismo videli nikoli. Ne leta 1972, ko so protestirali študentje, ne leta 1988, ko so bili protesti zaradi vas na Roški, takrat ni nihče šprical z vodnimi topovi pa solzivcem, ne kasneje o protestih proti NATO, zasedbi Filofaksa ali pa konec koncev, ko so vaši vsak dan protestirali pred sodiščem. Nikoli. Zato najbrž razumete, čeprav se marsikomu upravičeno zdi, da živite v nekakšnem slonokoščenem stolpu s Twitterjem, da so prizori, ki ste jih uprizorili prejšnji teden v Ljubljani, medtem ko ste bili sami na Brdu z evropsko politično elito, šokirali Slovenijo, ne glede na to, ali se z vsebino protestov strinjamo ali ne. Kot kakšen Neron ste, tudi sami ste pisali o tem rimskem cesarju, neslavnem, ovili Ljubljano v oblak dima, jo zaplinili 400 kanistri solzivca, vodni top pa je tamle po Slovenski ulici streljal že ob 5. popoldan, povsod naokrog, ne glede na to, so se ljudje udeležili protestov ali ne. In dovolj informacij o javnosti, gospod Janša, da vemo, da to ni bila strokovna odločitev policije, ampak politična odločitev, za katero stojijo vaši ljudje. Hojs, Mahnič, Olaj, po novih informacijah tudi bivši generalni sekretar SDS-a Prebilič in Kangler. Se pravi, vrh vaše stranke je kar iz operativnega štaba policije dal komando, da je treba proteste streti silo, ne glede na to, da ni bilo na tisti točki nobenih izgredov. To ni samo zavržno, to je tudi protizakonito. Je pa ta torek lepo razgalil način vašega vladanja. Za jezo protestnikov, gospod Janša, ste odgovorni vi. Vi ste pogoj PCT uveljavili, kot ste ga, vi ste se odločili pred 2 letoma, da boste epidemijo uporabljali kot nekakšno dimno zaveso za prevzemanje ali pa rušenje državnega aparata in policije. Vi ste na vodilna mesta za upravljanje epidemije postavili ljudi, ki govorijo bistroumnosti tipa danes umirajo tisti, ki do zdaj niso, to je dejanska izjava dr. Kreka. Vi ste spodbujali cepljenje s cepivom Janssen, kot je danes dokončno prišlo ven strani ministra Poklukarja, medtem ko so cepilno najuspešnejše države že zdavnaj prišle na mRNA cepiva in vi že leta širite teorije zarot, rušite zaupanje v medije, inštitucije in tako naprej in zdaj ste dobili ta bumerang nazaj. Zato me zanima, gospod Janša, kako razen svojim odstopom nameravate pripomoči, da se Slovenija ne bo znašla v začaranem krogu nasilja, kakršnega smo videli predprejšnji in predprejšnji teden. In drugič, a se vam ne zdi, da ste v zadnjih 2 letih to družbo že dovolj sprli, razmajali, da bi bil čas, da greste in da gremo na volitve?